Komu je namenjena današnja prireditev? Današnja prireditev je dejansko namenjena vsem udeležencem v cestnem prometu, poudarek pa smo seveda dali voznikom enoslednih motornih vozil, tudi glede na statistične podatke, ki niso najbolj spodbudni, saj je do letošnjega aprila oziroma do sredi aprila na naših cestah življenje izgubilo kar 9 motoristov, v lanskem obdobju 6 in zato je tudi današnja akcija namenjena predvsem voznikom enoslednih motornih vozil. S kakšnimi aktivnostmi poskušate izboljšati varnost? Torej, mi se trudimo z preventivnimi akcijami, na katerih je dovolj zanimivih vsebin za vse udeležence v prometu in pa tudi z opozarjanjem tistih najbolj ranljivih skupin, da resnično spoštujejo cestno-prometne predpise in da poskrbijo za lastno varnost in da tudi sami prispevajo k večji varnosti v prometu. Kako je s prometno varnostjo motoristov? Vožnja motorja seveda predstavlja večjo nevarnost kot pa vožnja recimo osebnega avtomobila ali pa kolesa in temu primerno je tudi treba razmišljati in ukrepati in se pripravljati za samo vožnjo z motornim kolesom. Pomeni, da za vožnjo z motornim kolesom mora biti motorist spočit. Nadalje mora motorist biti seveda predpisano opremljen. Pri tem nimam v mislih samo predpisane varnostne čelade, o kateri govori zakon o varnosti cestnega prometa. Zakon namreč ničesar ne govori o zaščitni opremi, o škornjih, o rokavicah, o jakni, o hlačah, o vseh pasovih in podobno. In to so elementi, ki zelo izboljšajo prometno varnost. Kako pa po vaših izkušnjah spremljajo motoriste drugi udeleženci v prometu? Ja, kot motorist in kot delavec v policiji seveda imam izkušnje z ene in z druge strani in tudi kot voznik osebnega avtomobila. Lahko rečem, da sprejemi so mešani, občutki so mešani. Tisti, ki poznajo vožnjo motornega kolesa, seveda z veliko naklonjenostjo gledajo motoriste. Tisti, ki tega ne poznajo dovolj dobro, morda imajo premalo informacij in zaradi tega tudi mogoče na malo manj prijazen način gledajo na vožnjo motornih koles. Vendar je potrebno ločevati med različnimi tipi vožnjami in med različnimi tipi vozniki. Niso vsi vozniki motornih koles enaki. Če govorimo o vožnji recimo potovalni motorna kolesa, čoperji in podobno, lahko rečem iz policijskih izkušenj, da imamo prometnih nesreč, kjer bi povzročitelji prometnih nesreč bili motoristi na teh motorjih zelo, zelo malo. Žal imamo povzročitelje prometnih nesreč, ki žal tudi umirajo na cestah. Velika večina jih namreč vozi te hitre cestne motorje in velika večina od njih tudi ni primerno zavarovana z to dodatno opremo. Kako pogosto se gasilci srečujete s prometnimi nesrečami motoristov? Ja, moram reči, da v zadnjem času kar pogosto, da je skozi več teh prometnih nesreč, ki so udeleženi motoristi. In verjetno posledice so hujše kot pri avtomobilih? Da, hitrosti so vse večje, avtomobili so narejeni skozi bolj trši materiali se uporabljajo, brzine so tudi skozi večje, ceste so takšne kot so in je kar hudo. In kako poteka reševanje? Reševanje poteka enako kot pri vseh prometnih nesrečah, torej se pravi, da zavarujemo kraj prometne nesreče, se pravi, če smo predreševalci, pomagamo po nesrečencu, če je ukleščen, ga probamo rešiti iz vozila, tako da poteka isto kot pri drugih prometnih nesrečah. Kakšno je delo reševalca motorista? Lahko vam rečem, da delo reševalca motorista je zelo dinamično, pestro. Zagotovo je, kdaj začneš, nikoli pa ne veš, kdaj končaš, tako da se dan nikoli ne ponovi, ampak so vedno novi dnevi, novi dogodki, nova doživetja. Zakaj po vašem mnenju prihaja do nesreč motoristov? So krivi motoristi ali drugi vozniki? Zelo nehvaležno vprašanje. Krivda je zelo težko dokazljiva. Dostikrat smo krivi motoristi sami, pogosto so krivi tudi vozniki, največkrat pa je splet okoliščin obojnih, tako da je težko reči, kdo je kriv. V prvi vrsti, ko sedemo na motor, je treba imeti čisto glavo, razčiščene stvari v glavi, se posvetiti temu, pred sezono narediti nekaj treningov varne vožnje v okviru policije ali AMZS ali kogarkoli drugega, potem pa postopoma začeti sezono. Ne moramo po 3-4 mesecih počitka kar sesti na motor pa se peljati isto, kot smo se na koncu sezone. Kakšno je tvoje mnenje o motoristih? Vedno. Sem slišal, da ima motor tudi tvoj oči, pa se kdaj peljeta vidva z motorjem? Ja. Pa imaš čelado?
In kako vozi tvoj oče, hitro ali počasi? Počasi, če sem jaz z njim, pa če sem bolan. Drugače pa hitro, če sam.